Dober večer. Moje ime je Ervin Hladnik Milharčič. Sem novinar Dnevnika iz Ljubljane. Ob meni je Blaž Kosovel, avtor knjige, zaradi katere smo danes tukaj, zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo. Najlepša hvala ZRC SAZU in njenemu duhovnemu vodji Otu Lutarju, zato ker nam je dal prostor na voljo in vsem, ki so prispevali zato, da je knjiga išla. In najlepša hvala Blažu Kosovelu, ki je pristal na to, da se danes pogovarjamo o njegovem projektu. Zdaj, meni je to koštalo 3 dni življenja in hočem ga dobiti nazaj. Namreč sem knjigo vzel naivno v roke in sem gledal, hotel sem odgovor, zakaj Združene države Amerike nimajo ministrstva za kulturo. Sem živel 5 let v Ameriki in mi nikoli ni padlo na pamet, da živim v državi, ki tega nima. Sem navajen, da živim v državah, ki to imajo. In se bolj tako, ko se čita knjige, najprej pogledaš, če not kaj piše o tebi v imenskem kazalu in potem brskaš noter, kje je odgovor na vprašanje. In odgovor na vprašanje je cela knjiga. Ni tako, na koncu sicer je nekaj malega povzeto za ljudi, ki ne znajo brati, ampak v resnici je cela knjiga odgovor na to zelo preprosto vprašanje. Zdaj bi jaz Kosovela vprašal par reči, ki omogočajo branje knjige. Prvo, imamo ZDA v naslovu in ena od reči, na katero sem pomislil pri branju knjige, je en švedski diplomat v Združenih narodih, ki je nam, novinarjem, rad govoril: vi mislite, da razumete Ameriko, zato ker znate angleško, pa ker oni govorijo angleško. Nič ne razumete. Če hočete vsaj približno se približati temu fenomenu, pozabite na angleščino in jih obravnavajte, kot da oni govorijo korejsko. Ker oni niso druga kultura, kar vi ponujete, ampak druga civilizacija. Zvenelo je super, kar je on govoril, ker je prebiral, kar novinarji pišemo o tem kontinentu, je bilo to: naučite se njihovega jezika, ker besede ne pomenijo isto, ker za temi besedami niso iste stvari kot v evropskih državah. In nekoliko presenetljivo Kosovel tukaj noter opisuje točno to, kako je Amerika drugačna civilizacija od tega, kar mi tukaj poznamo kot civilizacijo, in seveda zadevo še lepo zaplete. To je knjiga o Ameriki. Jaz sem si prvo označil, kje se Amerika pojavi. Mislim, da je na 180. strani, ampak ne, malo prej, na 97. Prvič se pojavi tukaj, potem pa na 148. strani drugič. Začne se pa z Rimskim cesarstvom. Knjiga govori o kulturi in se zabava s tem, kako Rimljani razumejo kulturo kot agrikulturo, kot poljedelstvo. In ena prvih knjig, ki jo omenja, je Katon in njegova knjiga o poljedelstvu, ena 3 klasičnih del iz rimskih časov, ki govorijo o kulturi, in vse 3 govorijo o poljedelstvu. In moje prvo vprašanje je, če je imel švedski diplomat, ki je mene fasciniral, prav, če moramo na Ameriko res pogledati kot na drugo civilizacijo, ki je sicer, in v kakšni zvezi je ta civilizacija z nami? Ja, je imel prav, ne? Zadeva je v temu, da ZDA, se mi zdi, da Ameriko, tako če rečem, nasplošno, tako imam jaz občutek, zakaj sem sploh se lotil to delati, ker se zdi, da ZDA, ne Ameriko, ZDA, ne Amerika je 2 kontinenta, ne? Gledamo kot nekaj samoumevnega in nekaj butastega, ne?
In s tem pozabljamo, da v bistvu je to nekaj, kar dejansko diktira svet v dobrem in slabem, ampak tudi v dobrem, ne, tudi ne. In gre se za to, da v bistvu je nekaj prisotno povsod okoli nas, ne. Še posebej to, zakaj je ta naslov tudi, hkrati je ameriška popkultura del pač našega in vašega odraščanja, ne. Po drugi svetovni vojni je cel svet v bistvu odraščal v ameriški popularni kulturi, ne. In zato ne samo, da moramo razumeti te pojme, pač ti pojmi tudi niso isti v civilizaciji, niso isti v času. In zato, za narediti razliko med ZDA in Evropo, se mi je zdel ta pojem kulture v razmerju do civilizacije ključen za razumevanje. In za razumevanje ideje kulture pa se mi je zdelo fajn iti na začetek, kje sploh nastane beseda kultura. In zato, ker nihče tega še ni napisal, se mi je zdelo, da pač moram to napisati. Zelo enostavno. Ta pristop, nihče tega še ni napisal, mi je všeč, ne? Se vidi, od kje si doma. Ampak začneš pri rimu, se opravičujem, ker tika mojega sogovornika, nekako se ne morem prisiliti, da bi vikal človeka, ki ga poznam dlje časa, pa pol se bom preveč zapletel, ne. Ampak tle začneš sicer z rimom, ne, ampak potem do 148 strani v resnici razlagaš nenavadne reči, skratka se iz Rima premakneš v Ahan, ne, pa nazaj v Rim, ko leta 800 kronajo Karla Velikega za cesarja Rima novega, ne, in potem v Pariz in iz Pariza v London in vmes še kam drugam, kjer opisuješ oziroma seštevaš zgodovino Evrope skozi ključ kulture in razlagaš, če sem te prav razumel, to, kako je za evropske države kultura konstituirala narode in potem nacije in nacionalne države. Proces pa je bil v Ameriki drugačen. Ne? V čem je tle zdaj razlika med tema dvema velikima svetovoma? Kratko, šele v tistemu, kar imenujemo novi vek, postane kultura nekaj, s čimer kultiviraš druge. Kultura v Rimu je bila vezana na poljedelstvo, kot že rečeno, agrikultura, hkrati je tudi bila vezana na kult kot kult Boga. In v bistvu v osnovi je bila vedno vezana na skrb. Potem je postala pri Ciceru tudi kultura animi, ampak je bila vezana na skrb ali zemlje, ali posameznika, za nekaj si skrbel. Ne. Potem krščanstvo naredi ta obrat, da lahko kultiviraš, ne uporabljajo te besede, ampak da lahko pokristjaniš v svet in naredijo ta zelo egalitarni moment. In šele v moderni državi, pač nacionalni oziroma moderni državi pride do tega, da hočejo prevzeti primat nad krščanstvu in s tem rabijo neko legitimacijo in cel ta proces legitimiranja je v bistvu nastanek visoke kulture. Zakaj tudi Rim? Ne samo zato, ker je agrikultura, ampak tam nastane tudi koncept civis, meščana, ki potem se vleče naprej z besedo civilizacija do danes. In še nekaj zanimivo tudi to, da koncept privatne lastnine je najbolj močno prisoten v Rimu, v nasprotju da v bistvu se ne more cesar vmešavati noter. Tukaj je en ključnih avtoric, ki sem spoznal v zadnjem času, Ellen Maxine Wood, ki to celo zgodovino od Zahoda kaže ravno med to razmerje med privatno lastnino in neko javno zadevo. In torej imamo privatno lastnino, kulturo, civilizacijo in ta moment krščanstva, ki se mi zdi, da se mogoče velikokrat vsaj na levi sferi malo spušča ali pozablja, dejansko mi živimo non-stop nek nov Rim, tudi Amerika je želela biti nek nov Rim, to se vidi, kako izgleda Kapitol ali pa da so republika, na kak način oni sami sebe formirajo, ampak krščanstvo kot nek v bistvu nadaljevanje Rima z drugimi sredstvi. Ne? Nadaljevanje Rima, kjer v bistvu prevzamejo ti škofi in ta struktura, sistem, ki ga je imel prej rimska država, a hkrati potem imajo
so cesarstva vedno nekako podrejena. Tudi Karel Veliki kot nek začetnik Zahoda je tisti, ki se gre kronati v Rim in s tem v bistvu vzpostavi neko novo zadevo. Ampak potem šele moderna država začne prevzeti želeti primat nad teritorijem, ki je višji od cerkve. In ko se oblikujejo te večje države na Zahodu, rabijo neko legitimacijo in ta legitimacija je zdaj kultura, se mora nekaj izmisliti za reči, neko zgodovino. ZDA so pa angleška kolonija, ki se odcepijo od Anglije in v svoji odcepitvi želijo ohraniti vse privilegije ekonomske, ampak samo ne želijo pa, pač odcepijo se v osnovi zaradi tega, ker ne želijo plačevati davkov brez da bi jih kdo zastopil, zato ker jim nabivajo vedno više davke. Po drugi strani pa je tudi Anglija podpisala sporazum o neširjenju kolonij na Zahod. Torej, po eni strani želijo imeti več denarja in se želijo širiti na Zahod. Tako, če pogledamo na kratko, so to neke glavne razloga za osamosvojitev. In zdaj, ko se osamosvojijo, se želijo odcepiti od monarhije. Zdaj, ameriška revolucija je podobna lahko francoski v temu, da je množična revolucija, da je to nek proces, ki zauzema vse sloje, ampak v bistvu moramo imeti v misli tudi angleško Glorious Revolution, slavno revolucijo, ki je bila skoraj 100 let nazaj, kjer se gre za to, da želijo pregnati kralja, da v bistvu v te angleške revolucije v bistvu Angleži se vedno borijo proti totalitarizmu, proti absolutizmu. In Ludvik XIV ravno lepo kraljuje in v Angliji je veliko gibanje, ki ne želi, da bi kralj imel toliko moči. In to ogromno vpliva tako na Anglijo kot na Ameriko. In ko sklenejo sporazum v angleški strani revoluciji, da ima parlament dejansko primat nad kraljem, Američani, torej Angleži v kolonijah v Severni Ameriki grejo še dlje in se želijo odcepiti od kralja in s tem se odcepiti od neke partikularnosti, od nečesa, kar bi lahko oblikovalo neko kulturo. In zato njihova ideja odcepitve, to so edina velika nacija, ki je nastala z revolucijo, a potem ni imela nobene revolucije več. Zato oni morajo oblikovati svoj narod kot nekaj, kar nastaja, kar bo prišlo. In ogromno nekih sloganov, kot naprej tudi American Dream, je vezano na prihodnost, ne na sedanjost. Tudi ustava je še danes napisana v prihodniku. Piše, bomo zgradili, to bo bilo takšno. Ne? Niso spremenili, ustava je vedno ista, pododajo amandmaje. In zaradi tega je proti sami ideji ZDA, da bi kultura igrala neko vlogo v konceptu naroda. To ne pomeni, da nima umetnosti kulture, samo da ni to ključno, da je v bistvu prav kontra temu. Sej pomislite, da niti socialnega varstva nimajo, ne? Zato ker se jim zdi, da pač tudi revni ljudje se borijo proti zdravstvu, da bi oni imeli plačano iz vidika, da ne bojo oni drugim plačali. Ampak ta knjiga dosti bolj brutalno loteva tega sveta od tega, kar zdaj pripoveduješ. Ne? Ker že takoj na začetku ob odkritju Amerike uničiš Krištofa Kolumba. Ne? Ker v naših fantazijah in učbenikih ta avanturist, raziskovalec, ne? Ki odkrije, da je svet okrogel in hoče to dokazati. V resnici pa ga prikažeš kot trgovca s sužnji, ki je ponujal nekaj, kar je jasno že od starih Grkov naprej, da je zemlja okrogla, ki je narobe zračunal, koliko je velika, čeprav so že pred njim zračunali natančno njeno velikost in to tudi zarisovali na zemljevidih. Ne? Izkaže se pa, da to, kar išče, so sužnji, ne pa nove države. Še ena teorija je, da je želel priti okoli sveta, da skoči Arabcem, da osvoji Bližnji vzhod v bistvu. Ja. Uničiš Krištoferja Kolumba, ne? V prvi fazi. V naslednji pa potem opišeš Združene države Amerike skozi prizmo suženjstva. Ne?
in v nenehnem dialogu med suženstvom in svobodo. In tle potem omeniš prelepo epizodo iz zgodovine te velike dežele, ki sem si jo posebej zacahnil, pa zdaj ne najdem listka, ki jih imam toliko. Namreč pišeš razliko med deklaracijo neodvisnosti, ki je revolucionaren dokument in pač govori, kako se bojo osamosvojili, kako se bo 13 kolonij pač razglasilo neodvisnost, nekaj, kar je nam Slovencem popolnoma domače, ne? In tam piše, so trije koncepti, ne? Life, liberty, pursuit of happiness. Zato to počnejo, glavne vrednote so življenje, svoboda in iskanje sreče. To je deklaracija neodvisnosti, revolucionaren dokument. Iz tega potem nastane ustava, ki je skoraj enaka, mislim, da se začne z istimi we, the people, gor dol, ampak in tudi so trije koncepti, life ostane, življenje je vrednota, liberty tudi, na mesto pursuit of happiness, ne, iskanje sreče, pa nastopi the rights to private property. Skratka, pravica do privatne lastnine, skratka je sreča zanačena z lastnino, kar ima neko neposredno zvezo s tem, da je to sužnjelastniška družba, kjer sužnji nimajo statusa ljudi. Daj nam razloži ta paradoks. Ja, sej tudi v Atenah so imeli sužnje, pa v Rimu tudi, ne, sej ideja popolne egalitarnosti je krščanska, ne, torej v bistvu je, da smo vsi enaki, ampak hkrati Bogu, kar je Božjega, cesarju, kar je cesarjevega, ne. Zdaj, ideja, da pretvorimo krščansko idejo na zemljo, je koncept nacionalne države, ne, v bistvu, ne. To je novejša zadeva, tudi ZDA so stvar 18. stoletja, ne? Evropske države so pa stvar 19. in 20. stoletja. Torej po eni strani so ZDA tudi malo bolj so starejše, ne, kot druge države in zato tudi nekih konceptov nimajo, oziroma so jih formulirali na način, v času, ko je bila svoboda mišljena, je bila enačena z lastnino. Zato je v osnovi ta bitka proti monarhu je bitka proti fevdalni lastnini, proti delegirani lastnini, pomeni, da si ti posameznik, ne? Iz tega sploh lahko se v Angliji razvija koncept kapitalizma, ne? To, kar si zdaj rekel glede razlike med deklaracijo neodvisnosti in ustavo, je pa to sem pobral oziroma povzel pri Hannah Arendt iz knjige On Revolution, kjer pokaže, da na začetku je bil to veliki politični moment enakosti, kjer je svoboda bila sodelovanje z drugimi ljudmi. V letih, ko se začne formirati, bolj ko se formira, ker to se je dodatek ustavi, je bilo Frajc, prvih 10 amandmajev, pa pride že do tega, da se poudari, da svoboda ni več nekaj sodelovalnega, ampak nekaj v bistvu zaščita privatne lastnine. Tukaj pride tudi svoboda govora, svoboda nošenja orožja in tako naprej. Tako da, zdaj po drugi strani pa moramo vedeti tudi, da founding fathers so bili večinoma, mnogi so bili sužnjelastniki, ne. Tako da pač njim je to normalno delovalo skupaj, zato ker pač sužnji so bili lastnina, ne. Oni so bili svobodni med to lastnino, ne. Tako da zadeva. Ja. Ta dvojnost se vleče do današnjega dneva, ne? Ker ti nekje v enem stavku zelo lepo napišeš, da sužnjelastništvo ni produkt suženstva, oziroma da rasizem ni produkt suženstva, ne? Oziroma da suženstvo ni produkt rasizma, ne? Ampak da je prav obratno, ne? Rasizem izšel iz tega, kako definirati sužnja. Tam so bile težave, kdo je suženj in tudi, ko preko ta ideja, da so črni Afričani sužnji, je relativno modern fenomen. Predtem so bili sužnji beli. Ne? Ja, so bili eni bolj beli, drugi manj beli, zreč, ne. Torej, Theodor Allen v knjigi Invention of White Race pač predstavi to zgodbo najboljšo od vseh, kako se rodi rasizem iz vidika tega, da tam v 17. stoletju pride do enega upora, kjer se združijo revni belci in črnci skupaj. In da rezultat, da začnejo delati zakone proti črncem,
je rezultat tega, da so bela elita ugotovila, da bi s tem lahko delili in vladali. Ne? Torej v bistvu, da dajo belcem revnim možnost uspeha in hkrati možnost, da zaničujejo črne. Pri tem treba povedati, da prvi sužnji so bili Irci in da preden so Angleži kolonizirali Anglijo, so kolonizirali Irsko in se tam naučili malo kako in kaj početi. Tako da v bistvu Irci niso bili še beli. Ne? In tudi ko postanejo beli in dajo nalogo varuhov elite, ne? Da se spomnite vsi, koliko filmov so Irci, že stereotipno so policaji. Ne? To izhaja iz tega, da so dejansko jim dali nalogo pač skrb stražiti oziroma pobivati, tepsti, pretepati nekoga iz istega razreda. Ne? To je način, kako uničiti razredno razliko. No? Da v bistvu enim daš možnost, drugi pa to možnost popolnoma izključiš. Predtem pa popolnoma zradiraš ljudi, ki tam živijo in se greš, kot da si prvič stopil na zemljo. Torej imaš dvojno zanikanje, da prideš do tega, da je možen nek uspeh. In tudi belci se počasi belijo se do 20. stoletja. Tam šele v 20-30 pride do ideje amerikanizacije vseh ljudi, ki so beli, torej beli Evropejci, bomo rekli tako, ker za njih beli so tisto, kar je imenovano WASP, ne? White Anglo-Saxon Protestant. V osnovi morajo biti protestanti, pa severa, lahko Skandinavci so še poleg Angležov in pol gre počasi dol. Ne? In zato, ker se Američani odcepijo v imenu svobode, univerzalnosti, ne vem česa, vsega mogočega, ohranijo vez z Angleži, da niso Angleži, ampak so Anglosasi. Tudi Angli in Sasi so nekoč prišli in pobili Brite na otoku in prevzeli otok Anglijo. Ne? Oni samo ponavljajo. Tudi Jefferson je imel predlog za grb, da bi bil njihova dva mitična figure, da bi bil od Hengist in Hora, ki sta prišla tja, da bi bil to grb Amerike v bistvu. Ne? Ja, to je prelepa poanta, da nove države nastanejo z uspešnim genocidom. Ne? Razlika je v tem, da v Angliji so pobili samo moške, ne ženske. V Ameriki so pa pobili vse. To je ta razlika. Ja, ključna. Niso hoteli mešati. Ni čist jasno, če je bilo Indijancev 80 milijonov ali 250. Ne? V glavnem zginili so vsi. Ne? In to je ta opis, ki ga imaš noter, o tem, kako potem škofje ugotavljajo, pa te najbolj pobožni puritanci, ne, ugotavljajo, da seveda, kako rekel, božja milost je neskončna, ne, ker ni bilo treba pobiti večine indijanskega prebivalstva, ampak je bil dovolj stik z belci, ki so jih potem pobrale nalezljive bolezni, na katere niso bili iz različnih razlogov imuni. Ne. Ampak veš kaj, pustimo bralcem veselje, da prečitajo te tvoje digresije v zgodovino 5 ali 6 svetov. Ne. Moramo nekako odgovoriti na vprašanje. Ne. A ne viš, ni vprašanje. Ja, pač... v bistvu želelo biti vprašanje, samo pol so mi razložili, da v bistvu ni ena zadeva, da slovnično po slovensko ne smeš imeti vprašanja, samo to se mi zdelo čuden razlog, ampak pa so mi razložili, da je boljš brez vprašanja, ker je to zakaj nimajo, ne zakaj nimajo in jaz ti odgovorim, zakaj, preberi knjigo. Ne? Ampak poglej, zdaj nimam jaz časa ljudem brati cele knjige. Ti si jo že, ne? Dajmo se že, ja. Zdaj moramo tako pritegne naslov, mora pritegne to, da grejo hitro kupiti knjigo. Ampak zdaj moramo seveda privabiti bralce, da bojo odprli knjigo. In jim moramo od rimske agrikulture in razumevanja suženjstva na jugu Amerike jih moramo pripeljati do tega, da razumejo, zakaj so Rolling Stonesi, ki so angleška rock skupina, zakaj so svojo glasbeno kulturo naredili na preigravanju bluza iz Chicaga
ki je prišel v Chicago iz juga Amerike, zato ker je sever bil industrializiran in so tja najprej bežali sužnji, potem pa osvobojeni sužnji, ker na jugu niso imeli nobenih pravic. Iz tega je pa potem nastal rock and roll, ki je, kako bi rekel, zagotovo kultura odraščanja koga od prisotnih, rock 70. let, ki je moja kultura odraščanja, s katerim se je potem združil ameriški roman druge polovice 20. stoletja od Normana Mailerja vsaj do Philippa Rotha, ne, in še koga vmes. In je Amerika postala naše kulturno okolje, ne, brez Ministrstva za kulturo. Skratka, ne moreš reči, da je to ekspanzionistična politika ameriške kulturne elite organizirana v politični sistem. Ne? Ampak kako je do tega prišlo, da smo mi v Evropi prvič jazz razglasili za umetnost, ne? V Ameriki pa imajo Boston Philharmonic Orchestra in Metropolitan Museum v New Yorku, ne? In da ne govorimo o Carnegieju in vse to, kar so v drugih industrijskih mestih od Detroita do Pittsburgha zgradili, ne, in izgleda kot muzej Evrope, kjer igrajo klasično evropsko glasbo, ne, in vse to so naredili brez enega samega ministra za kulturo. Ja, zato ker so korporacije dobile veliki izum Amerike, družba z omejeno odgovornostjo, holdingi in vse to, ko so nagrabili toliko denarja, da so bili močnejši od same države, torej mi nimamo zares močne zvezdne države do 20. stoletja, še celo ne obstaja do 20. stoletja niti davek na plače, tako na dohodek, tako so ga ustavno sodišče zavračalo. Pač oni sploh nimajo financno, da šele potem s prvo svetovno vojno ugotovijo, da bi mogoče vojska dober biznis, ne? In potem se lotijo do dela. Torej, v tem času, ko postanejo res bogati ljudje, ti ljudje začnejo skrbeti, ker so pač protestanti, ne? Imajo svojo odgovornost družbeno, ne? Sami, ker nimajo nobenega nad njimi, in začnejo skrbeti za kulturo. In ta kultura je v osnovi prvo treba biti evropska kultura. Torej, Carnegie Hall, kot najbolj znan, ampak Carnegie je bila oseba, ki je dal knjižnico v mnogo krajih, je pač plačal za knjižnico. Ne? Metropolitan Museum of Art v New Yorku, ki pač res je najbolj izjemnih muzejev, je tudi delo mnogih bogatašev, so združili skupaj denar in naredili ta muzej. Kaj hočem povedati, ko sami Američani gledajo, kaj je muzealno, kaj je umetnost, gledajo evropsko umetnost. Tisto, kar proizvajajo sami, pa se jim ne zdi umetno. Še posebej, če govorimo o jazzu, to je nekaj črnska zadeva. Ne? Tudi mora priti šele Elvis Presley, da to postane sprejemljivo za mnoge ljudi. Ne? Ampak v osnovi, da oni tisto, kar imajo v registru zabave, je zabava, je nekaj, kar je potrošna roba. Ne? Ni stvar neke svetinje, nečesa, nima nobenega patosa svetniškega. Ne? In zaradi tega oni sami to razumejo kot pač pop, kar je. Potem pa znotraj velike produkcije tega pride do določene zadeve, ki so znotraj te zabavne industrije, ne? Kar nemški intelektualci v Kaliforniji imenujejo kot kulturna industrija, začnejo gledati, da znotraj tega v bistvu obstajajo tudi stvari, ki so vredne, ampak zato potrebujemo evropske intelektualce, da rečejo, to pa je umetnost. Po eni strani evropski intelektualci se zgražajo nad pop kulturo, da je to nek pofel, po drugi strani pa definirajo naprej jazz kot umetnost v Evropi. Ne? V Evropi dobi jazz črno srajco in nek svetniški sin, vsi so tiho in poslušajo in resna zadeva. Ne? To je pač stvar, evropska percepcija je pomeni, da v bistvu gleda, kaj definira, kaj je sploh, kako je umetnost. Torej, to je definirano onkraj tega, kaj je kultura, kaj je ministrstvo, kaj je financirano, ampak kaj lahko je. In zato tudi, ja, romani, vse stvari so v Evropi postanejo pomembni, izrečeno. Dovolj, da tvoje vprašanje obrnem in da dam konkreten vprašanje na koncu. Dobro, Američani tega nimajo. Zakaj imajo evropske države ministrstvo za kulturo?
Zaradi tega, ker se mora nekako legitimirati, da obstajajo. Razvijem to. Tukaj imamo še dvojno, da ni tako enostavno, imamo še eno razdelitev. Ne? Imamo razdelitev med civilizacion in kultur. Ne? Imamo idejo civilizacije, ki ima znotraj visoko kulturo, prototip tega je Francija, torej neke države, ki obstaja, ki je velika in civilizacija je tisto tehnično zunanje obnašanje, primernost, ne? Kultura je znotraj tega en sveti prostor, kjer je tisto najboljše. Torej tako, ko ste predstavljali prav fizično na dvoru, ne? Je nekaj, kjer je najboljše, no? Ta izum dvora, ne? Od Ludvika 14. Tam se dogaja najvišje zadeve. Ne? Na drugi strani imamo pa nemški model, ki je srednjeevropski v bistvu, kjer je pa kultura temelji na jeziku in kjer se kaže, kjer že spet intelektualci, ne navadni ljudje, neki intelektualci rečejo, da narod, ljudstvo je osnova kulture. Ta koncept je nastal kot kontra francoskemu imperialnemu ideji civilizacije in ga je Gottfried Herder definiral. On je bil pa protestantski pastor v Rigi, ki je bila tudi multietnična ali kulturno mesto. In ta koncept smo prevzeli tudi mi. Po eni strani je to zelo protestantski koncept, ne, zato ker že protestantizmu lahko prevajaš, ne, govoriš v cerkvi v tvojem lastnem jeziku, pa tudi Biblijo prevedeš. Zdaj, v slovenščini je bila Biblija 8. jezik, se mi zdi, na svetu, ki je prevedena Biblija. In torej pa, da je kultura, da je temelj kulture jezik. In to lahko najboljše vidimo, če se sprehodite tukaj 300 metrov dol do centru, nimamo nobenega generala, ampak imamo Prešerna kot osrednjo osebnost na osrednjem trgu v Ljubljani. No, pa je še drugi, ki je revolucija, ampak to je zdaj druga, ti se malo bolj skrito, to še vedno kažejo, ne, tisto se malo trg republike, ja. Naša republika, iz kje se rasla, ne. Tako da, zdaj, ta koncept po eni strani, torej koncept civilizacije, ki je v zahodnih državah, ne, tudi Italiji, naprimer v Italiji, tiste države, ki so v renesansi, imeli že, kako bi rekel, plodovito kulturno izražanje, ne, kjer so bili dvori vzpostavljeni kot takšni, imajo ta koncept civilizacije, ki se kaže tudi v tem, da tako Francija, kot Španija, pa tudi Italija imajo različne dialekte, ne pa jezike. Na drugi strani ima pa idejo kulture, kjer mora biti podprta s slovnico, akademijami, vse resnimi stvarmi, so ful resni pri tem zraven. Čeprav v osnovi izhaja koncept iz ljudstva, ne? Oni vzamejo za legitimacijo samo ljudstvo, ne? Ki ga morajo prvo naučiti, da so oni Slovenci, Nemci, Francozi, ne pač Madžari in to, ne? Tako da v bistvu po eni strani lahko definiramo tako, da kultura predhodi državi, civilizacija pa je vzpostavlja narod. Ne? Tukaj pa v bistvu v imenu kulture, v imenu jezika se grejo bitke za osamosvojitev. In zato imamo toliko več držav v Srednji Evropi kot na Zahodu. Ne, ampak tle živimo vsi v zelo zanimivi situaciji. Ne? Namreč Slovenija snema slovenske filme. Slovenija tukaj zbirni pojem. Ne? Nemci snemajo nemške filme. Ne? Italijani manj kot v preteklosti, ampak snemajo italijanske filme. Ne? Francozi sploh snemajo francoske filme. Ne? Angleži nekako hibridno, ampak tudi angleški filmi so angleški filmi. Ne? In jih gremo gledati. Ti ne greš v kino, greš gledati slovenski film. Se pokrižaš, stopiš noter. Ne? In tudi greš gledati francoski film, veš, do katere stopnje boš trpel. Ne? In skratka, stvar je natančno definirana. Ne? In potem, kada greš pa v kino, ne, pa veš, da boš gledal ameriški film. Ne? In zdaj, kaj Američani znajo, da neko svojo zelo partikularno produkcijo in obsesija z razmerjem med čemarkoli, med Irci in Grki v New Yorku v 20 letih s posredovanjem judovske migracije, da iz tega naredijo film, ki je univerzalen, ne, ki ga potem pač lahko prodajo nam, Kitajcem, Avstralcem ali Papui Novi Gvineji, vi gledaš iste filme kot v Jeruzalemu. Ne. Kaj Američani znajo? Zato, da je ta njihova zelo specifična kultura postane univerzalna vrednota nas vseh.
Ja, in je zanimivo, da mi gledamo te filme, a še hkrati zelo težko, kako bi rekel, je v bistvu neka druga civilizacija, ne? Ampak jo kar sprejmejo tako kot, to je pa ameriški film. Ne? Zato je v osnovi Amerika torej že prva, kaj je bila revolucija, čemu namenjena, torej proti obdavčenju in za širjenje na zahod. In tudi njihova državljanska vojna je bila dejansko v osnovi tudi zato, a se širi suženstvo v nove države, ki jih bojo ustanovili. In proces ustanavljanja držav je bil enostaven, toliko in toliko ljudi se je zbralo in se lahko dali ustavo in počasi zaprosili za priključitev. Zdaj, ko so prišli do Pacifika in pol do Havajev, so se začeli širiti po svetu in po drugi svetovni vojni uvedejo World Bank, vse te organizacije svetovne, trgovske in bančne in to, s čemer v bistvu postavijo baze povsod po svetu, s tem, da dejansko zdaj ugotovijo, da lahko samo ekonomsko so oni tam, ne rabijo pa biti, da so politično tisti ljudje tudi državljani. In iz tega vidika se širi potem ekonomsko tudi ta celoten film, glasba in to, zato ker pride tja, ne? Sej, če bi lahko gledali, zato ker je narejeno na način industrijsko, da ugaja, če bi nam na kratko povedali. Če se vrnemo na začetek, ne? Ja. Glede na to, da pač vsi znamo angleško, ne? Koliko jezikov ti govoriš, zares? 3 recimo. Italijansko še zdravo. Ja, zdaj za hrvaško lahko, samo ne bi... Ja, je jezik nedvomno. Ja, sej vem, ja, samo se zato... Se pravi, dobro, da se znajdeš v 3, 4, 5 jezikov. Ja, po malo večjih razumem lahko še, ja. Ampak vidiš razlike, da znaš. Ampak nekaj zanimivega, ne? Pazi to, da Angleži in Američani ne dubbing ne delajo, imajo podnapise pri filmih. Ker rečem, da je kar remake celega filma, ker to je tako vedno štoske, kao par gre v kino in poreče tip, da meni se ne da brati podnapise, ne bom gledal tujega filma, ne? Ampak ni to zanimivo, pač Čehi, Italijani, Nemci, Francozi, to vsi sinhronizirajo filme, ne? Jih hočejo narediti čim bolj jezik spremenijo, ne? Ja, to je evropska navada, ja. Ja, določenih, ampak tudi Angleži ne delajo tega, Američani pa vem, naredijo rajše remake, kar cel nov film. Pazi, tako smo se vsi Novogoričani naučili italijansko, da smo gledali ameriške filme v italijanščini. In potem smo prvi slišali Al Pacino, kako je v angleščini, rekel, kaj je to? Ali pa naprej, kaj je South Park, se mi zdi, boljše sinhroniziral italijanščini, pa Griffin sploh, risanke so boljše še v originalu, ne? Ampak to je ena druga zgodba. Ne vse. Kako? Ne vse. Ne, določeno. Ampak glej, da idemo to eno akumulativno vrednost pogovoru, ne? Meni je naslov zares všeč, čeprav je komercialen in se pravi, ponuja celo knjigo odgovor, ne? A si lahko zamislimo Slovensko ministrstvo za kulturo, ki naroči režiserju naj posname ameriški film? Poglej, mi se ne moramo niti zamisliti, da nogometni selektor je tujec. Pač tako, če gledamo, ne vem, kaj pomeni ameriški film, ne? Zdaj, da je pač, torej, film, ki je top 10 lestvici na svetu po gledanosti. Če si zamislimo to, mislim, da tukaj je bolj problem, da kaj sploh Ministrstvo za kulturo slovensko misli ali ne misli, oziroma da veliko stvari je razumljenih kot neka miloščina, ne, tudi status samozaposlenega in to je vezano, da tako si neki tam delite, ne, oziroma več ljudi, ko je, da ne sme biti komercialno, no, tako, se mi zdi, da v Sloveniji je ful ta problem svetinje kulture, tudi če pogledamo, mi ne vemo, koliko milijonov gre za kmetijstvo, za gospodarstvo, kam gre denar, ampak vsak cent, ki gre v kulturo, je totalno pregledan, koliko tisoč evrov je šlo tam, kam grejo izplačila na različne zadeve, to ni vprašljivo, ne? Ker pač ali delajo, ker delajo delovna mesta, ali pa tudi za kmetijstvo, to gre milijoni in milijoni in milijoni, noben ne ve. Pomembno je, kam gre za denar za kulturo in hočemo še prepovedati, tukaj je tak ful problematičen del in zato tudi tak naslov, ker se je šlo iz vidika, to je nastajalo pred 10 leti, vedno imamo isti problem. Kaj mi hočemo z Ministrstvom za kulturo sploh?
In to, da če govorimo, da sploh potrebuje minister za kulturo v Sloveniji oziroma kaj pomeni kultura, pomeni, da se zgublja sam koncept, kaj je sploh pol država, ne, nacionalna. Iz tega vidika, da ZDA nimajo, ampak pač imajo pa mecene, imajo sistem, ki deluje in na vse zadnje imajo pač ljudi, ki plačujejo te zadeve. Si tudi vrhunsko humanistiko lahko študiraš v Ameriki na univerzah, ki so plačane iz denarja bogatih pač vodij firm, ne, pa knjižnice, pa to so vse. Nekdo da denar, samo ne da država, da v osebnem interesu, v imenu, ne. Pri nas pa mecenstva, na primer, sploh ni, ne, in če že kdo bo kaj dal, je vedno kritiziran, ne. Poglejte, zdaj Boscarol je dal 25 milijonov, zgražene, namesto ne bi rekli, lejte, poglejte to, ne dajo še drugi, ne, narobe, nekaj je narobe, ker on je dobil denar. Ja, povejte, koliko denar je dobil prvo, ne vemo, in 4 milijone da za muzej letalstva. To je tak primer, kaj pomeni mecenstvo ali American, ne? Ja, ampak se pravi, atraktivnost tega tvojega naslova je tudi zato, ker smo zadnji 2 leti, ne? Zadnji 2 leti smo tako rekoč ni minil dan, da se ne bi ukvarjali z Ministrstvom za kulturo, ne, popolnoma smo pa spregledali, da obstaja tudi Ministrstvo za finance. Ne. Mislim, praktično, ko bi rekel, na pamet moral si pogledati, moral si googlati, kdo je minister za finance, ne, za ministra za kulturo je pa vedel vsak otrok. Ne. A imaš ti kakšno interpretacijo, zakaj je ravno to ministrstvo tako centralno? Sej, zato ker v bistvu po eni strani, ker mi smo narod kulture, ne, ampak narod kulture, ki vlaga koliko, vedno manj v kulturo, tako isto kot v znanost in kultura, zdaj ne me primem za besede, ampak vem, da smo tako na repu Evrope po vlogah in to ne glede na katera vlada je tam. Znado se še nižje, ne, za raziskave, ne. Tako da v bistvu je ful, ja, je tako lepo, veste, mi imamo tudi praznik, kulturni praznik, ki je dan smrti, ne rojstva, smrti našega največjega pesnika, ne, ki se opiral s tem, da je napisal v slovenščini poezije. In na ta dan so vsi sveti, ne, vsi hodijo in govorijo, kako so kulturni. In to je to, ne, tako smo pozabili na kulturo. Tako da po eni strani je tudi tako zanimivo, ker lahko vsak reče, kaj je, kaj ne, pomeni, da se zdi vsem pomembno govoriti o temu, ampak bolj kot kaj drugega se mi zdi pomembno, da govoriti, kaj ni kultura, ne. Ker smo videli zadnje 2 leti, je bilo bolj antikulturno ministrstvo je bilo, ne bomo dali tem denarja, ne bomo to, niso pa dali nič drugega, ker bo pričakujem, ok, dobro, dajte pa zdaj vi neke druge avtore in jih podprite, ne da v bistvu dobesedno načrtno uničevanje tega, iz vidika, da ne ponudijo alternative, da alternativa je nič. Torej v bistvu izradiranje kulture, torej tisti, ki so se razglašali za največje, ki se razglašajo za največje domoljube, dejansko hoče uničiti Ministrstvo za kulturo in s tem v bistvu ustvariti narod brez kulture, ki temelji na kulturi. Torej ne ustvarjamo Nemčijo, ustvarjamo samo pač provinco. Pogleda, Američani sicer nimajo Ministrstvo za kulturo, imajo pa National Endowment of the Arts, Ja. ne, ki mislim, da je nekje od 60 let naprej financira in to odvisno od vlade, sicer bolj ali manj razkošno, in čiste umetniške projekte, ki so nekomercialne narave. Ja, in vedno je tudi je pod mnogimi škandali, tudi tisto pač se vedno tudi v Ameriki pride do kritik, zakaj to financirajo, zakaj ne drugo, ne. Zato tukaj v bistvu Ministrstvo za kulturo nam kaže, tisto, kar je financirano z ministrstva, dejansko je najboljši pokazatelj, kaj država meni, da je pomembno. Na kratko. Naprimer, zdaj, kako pokaže, meni, da je pomembno tudi ta razlika med Ljubljano in periferijo, da v bistvu vsi veliki projekti so v Ljubljani. Torej, namesto da bi financirali čim bolj stvari na drugih krajih iz vidika tega, da občine itak ne bojo podprle, pol s tem delajo še večjo razliko, da tam na drugih krajih je še manj kulture in bo še več rednekov, ne. Poudarjajo to, ne, in bo še več viola hiš in še več velikih avtov in še več rutar opreme doma, ne, in brez slik in nobenih pač nekih posterjev po stenah in lastnih fotografij in nobene umetniške zadeve doma, ker pač, ne vem, se jim zdi to fajn, da ta brezveznost, da postane ključna, tako, ne. Zdaj, National Endowment of Art je nastal kot projekt v času, ko so ugotovili, da bi ko Amerika pride na zemljevid sveta, ko ima kontra Sovjetski zvezi, želi dati kontra.
In s tem začnejo financirati določene zadeve, med drugim pa tudi projekt financiranja Rodkota pa Poloka in te abstraktne umetnosti je bil naprimer projekt od CIA, da se je kazal proti Sovjetski zvezi kot, da oni so tako napredni, da nima več figuralike, ne, nasproti Sovjetski zvezi. Ker tudi te so imeli, ne. To je nekaj, kar je tudi stvar jugoslovanske dediščine, ne, kjer samo opozarja, da je 45 minut minilo in bomo prepustili vprašanja publiki, ne? Samo še to, da skončamo, da je, a veš, vsi partizanski spomeniki v Jugoslaviji so abstraktni ekspresionizem, ne? Zaradi slovesa od Sovjetske zveze in njenih idej o umetnosti. Te spomeniki, ki so zdaj v angleški literaturi kar spomenik, ne? Spomenik database je najboljša stvar, pogledajte si. To hodijo gledati samo tuji, največ anglosaksonski turisti. So narejeni abstraktno iz vidika, tukaj tudi Jugoslavija na nek način ima ta ameriški moment, je imela skupne prihodnosti, ne pa preteklosti. Zato, ker so se povklali med sabo Srbi in Hrvati, Slovenci in to, so želeli izključiti, to ni bil v osnovi, to Tito ni bilo prvo všeč, ampak potem je prevzel to idejo, da naredijo nekaj abstraktnega, zato da se ne navezuje na smrt, ki je obstajala nekoč. Torej, to je gradnja nove države preko abstraktnih umetnosti. Torej, Jugoslavija je bil tak projekt gradnje vnaprej, ne pa za nazaj. Ne? Čisto ameriški pristop. Čisto ameriški. Zdaj bom končal samo z mislijo, če smem temu tako reči, ki mi je obšla ob tem, kaj si ti govoril, da je treba pogledati, kaj je rusko ministrstvo za kulturo reklo v Ukrajini in da je nujno treba intervjuvati ukrajinskega ministra za kulturo, kaj lahko on reče o konstituiranju naroda, za katerega predpostavljam, da rusko ministrstvo za kulturo trdi, da ga ni. Skratka, bom jaz tukaj končal in odpiram prostor za vprašanja iz publike in bom pri tem okruten, če se ne boste sami javili, bom s prstom izvolil. Dober večer. Jaz imam vprašanje glede, lih smo prišli do CIA, ne, in jaz imam eno vprašanje, ki se mogoče malo nanaša na to. Vemo, da recimo jazz je prišel v Evropo preko vojakov v prvi svetovni vojni, ne, in so te vojaki prinesli ta nov zvok na evropska tla in potem se je razširil po evropskih prestolnicah. Vemo, da recimo obstajajo te govorice, da je tudi Elvis Presley bil plasiran na nek način politično, zato da bi ta subverzivna stroka spreobrnila komuniste in tako naprej. Tudi v času druge svetovne vojne je ogromno glasbenikov prišlo sem v Evropo, še posebej po drugi svetovni vojni, ker se je tle jazz zelo močno razširil, ne, postal neke vrste tak bolj establishment kot v Ameriki. Potem zdaj, če gremo v sedanjost, ne, je recimo ameriške ambasade po Evropi in po svetu subvencionirajo recimo glasbenike, da pridejo igrati v kulturne domove za recimo v zameno za to, da recimo potem v te iste kulturne ustanove v Sloveniji ponudijo en koncert recimo vojaške skupine, ne, recimo letalstva in kvintet letalcev ali pa ne, in tako naprej. Zanima me na splošno, zdaj glede na to, kar sem povedal, je neka refleksija o tej vlogi vojske ameriške in ameriškega ekspanzionizma v tem kontekstu. Hvala. No, jaz sem sicer knjigo končal, preden smo prišli do vojaško-industrijskega kompleksa, tako da sem naredil samo 2500 let, tako da zadnjih 80 let, mogoče ne bo pol za kasneje. V glavnem, ja, vojska je, ko si vojaško prisoten, si tam, ne, naprimer, se vidimo zdaj z Ukrajino, ta Evropa sploh ne razumejo, ne, mislim, tako, nima nobene ideje, kaj narediti, ne, zdaj bi kar ustavili orožje, ne, mislim, pač
ko je vojska na terenu, potem se stvari lahko mirno dogajajo naprej, ne? Torej, širjenje ekonomije, kulture tega. Ampak ne vem točno, kaj točno naj ti odgovorim, se pa se spomnim eno zadevo, da tudi narodno-zabavna glasba ima posredovane ameriške elemente, ne? Ker Avsenik je igral v RTV ansamblu, ki je bil jazz, ne? In on je v bistvu vedel to kitaro noter, ki sploh nima nobene veze tukaj slovenskim toliko, ne, že, tako da v bistvu že to, kar je naša narodna glasba, ki je v bistvu izum od Avsenikov, je posredovan z ameriškim vplivom, ne. Tako da drugače pa ta izmenjava, pa tudi se tudi Fulbrightova štipendija deluje na način, da toliko kot pri Američanov v tvojo državo, toliko tistih prebivalcev gre, študentov gre tja, da imaš to izmenjavo. To so po drugi svetovni vojni gledali načine, kako v bistvu neki dat in neki sprejet, ne, od Marshall Plana naprej. Po drugi strani tudi nekaj, kar pozabljamo, oziroma se ne vem, če hočemo priznati, da če resno pogledamo Evropska unija, tudi ameriški projekt, ne. Kako povezati, ker vidijo, da te Evropejci bi se samo klali med sabo in potem rečejo, dajmo narediti neko skupnost, nekaj železa in jekla in tega, da se ne bojo pobivali. Tako po mojem, to je čista ameriška ideja. Še naprej, pa lepo prosim, če se predstavite. Nima me čisto v kontekstu tega, če se lahko počutimo danes Evropejce, tako kot smo se včasih Jugoslovani. Če se mi počutimo, mi Slovenci. Čeprav smo iz Evrope, ampak če lahko v bistvu družba kot Evropa, kot Evropa, kot krovni pojem funkcionira tako, kot je nekaj časa Jugoslavija pravzaprav. Ja, to je ideja, ne, samo meni se zdi, da je problem velik v tem, da velike države Evrope nočejo tega zares, ne. Da je pač, mislim, še vedno, pogled, zdaj, najboljši primer se je pokazal zdaj s COVID-om, ne, vsi so se zaprli. Pač države so imeli meje, v Novi Gorici je bila čez trg Evrope meja zaprta, po letu 55 nisi mogel iti v Italijo, ne, po letu 55. Ja. Toliko o socializmu in temu. Torej, v osnovi, kot rečeno, Evropa je in zaradi tega mogoče, ja, to, da je dobila Nobelovo nagrado, Evropska unija, ima smisel v tem, da dejansko je način, kako se ti narodi ne borijo. To ni zdaj, da smo mi vsi skupaj fajni, ne vem kaj, ampak da se ne borijo. In zato se mi zdi, da najboljši nek program Evropske unije je Erasmus izmenjava, da ti kot študent greš v drugo državo in vidiš, da tam niso baobavi, ne, in da lahko ti mnoge stereotipe potrdiš ali jih ovržeš. Zdaj, Jugoslavija je bilo je manjša in so vsi Slovani noter, ok, Albance zanikamo, da obstajajo, ne, tako je vzgledala Jugoslavija. Zdaj, Evropa je pa, prvo je ful velika in so države ful bolj raznolike, po velikosti, samo že zaradi tega. Pa se vam ne zdi to anahronistično, da pravzaprav v času globalizacije pravzaprav se krepi nacionalizem namesto, da bi prišlo do obratnega pojava? Ja, zadnje je malo hecno govoriti, da si levičar, če si nacionalist, ne? Ja, transnacionalna ideja pa umira, ne? Ja, ampak pač ta nacionalizem razume, lahko točno rečeno, da globalizacija je amerikanizacija, ne? Amerika, oziroma še prej Anglija, so izpostavljali svetovni sistem na način, da to so oni, ne? Zdaj, vsi ostali rečejo, da drugo nacionalizem, ampak ameriški nacionalizem pa ne bo rekli, da je to, da dejansko imajo baze povsod, da pogledamo njihove filme povsod, ki je nek način nacionalizma. Torej, krepitev nacionalizma je ta strah pred izgubo vsega, ne? Ivan Cankar je rekel, sam še to, pa končam, je rekel, kaj se mi zdi v zelo pomembnem tekstu za kulturo, ki je, ne vem, že dolg časa ni bil omenjen, slovenska kultura in slovenski narod, slovensko ljudstvo, je rekel čisto preprosto, da v Sloveniji narod duši ljudstvo, ne, v bistvu, na nek način. Narod? Duši ljudstvo. Zapravo ljudstvo kot bolj elementarna oblika kolektivnosti, kot je narod, kot tak, kot nekaj. Ja, to so vse fikcije, ki so nekoč nastale, ne? Narod, nacija, kultura, to si nekdo zmislil in potem ta stvar preko institucij obstaja, ne? In se širi preko medijev in tega. Vse stvari so nastavljene, v osnovi je to, kako se ljudje družijo skupaj, na kateri podlagi. To, da si ti kar narod, da si kar skupaj z nekom, ki govori isti jezik, ki ga ne poznaš.
to je pač neki izum, to je nacionalizem, to je izum neke dobe, ne? To ni, zakaj bi mogli se mi vsi poznati, kako lahko rečemo, da smo kar bratje vsi, ne, naprimer, ne? Vsi nismo, ne? Pač, oziroma, kako če, mislim, v osnovi je vse nekdo mogel izumiti za namen vladanja, če lahko hočem reči, ne? Oziroma za zaščite pred sovražnikom tudi, kakorkoli. Ne moramo brez označevalcev, označevalci pa razlike ustvarjajo. Ja, sej? Tako, ja. Hvala lepa vam. Vidim še kakšno roko, močno pogrešam ženske glasove. Izvolite. Evo, tam je na drugi strani. Aha. Majda Širca, bom prebrala, ampak predpostavljam, da tega odgovora, a se slišimo? Še malo bolj zraven pa moj morate držati. No, najprej bi dopolnila, eden od vaju je rekel, da Slovenija še ni podpirala ameriškega filma, financirala, jaz moram reči, da se je to enkrat zgodilo. In v bistvu je en tak učni primer tudi mogoče obdelan v tvoji knjigi, ko govoriš, ali predpostavljam, da govoriš o pretočnosti ene in druge kulture, ameriške in evropske. To se je zgodilo pri filmu Vinčija Anžlovarja in sicer Gypsy Ace, če se spomnite, kjer je evropski avtor, se pravi Vinči, štartal na film, ki bo evropskega, se pravi zadržanega, razmišljujočega, melodramskega tipa, ne pa spektakelskega, kot ga je pričakoval ameriški trg. In Bog mu fantu so potem v montaži to film spulili in ga po svoje zmontirali, se pravi po ameriško, kar pomeni, da je bila velika kriza in tudi, da se je sploh zgodila še kakšna intervencija od Vinčija, je poiskal pomoč pri Ministrstvu za kulturo, ki ga Evropa ima, to se pravi pri takratnemu ministru Šukljetu, ki mu je denar dal. Tako da jaz mislim, da je to en lep primer podpore Slovenije ameriškemu filmu, ki se pa je na posreden način zgodil, če se osredotočim na film, že pri enemu posamezniku, Matu Cvetiču iz slovenskega rodu, ki je igral ameriškega vohuna v realnem življenju oziroma komunističnega vohuna v realnem življenju, po katerem je bil potem v Ameriki posneto kar nekaj filmov in radijskih postaj. Ampak drugo, ker me zanima, če mogoče je tudi vprašanje na ta odgovor na to vprašanje, in sicer govorila sta o vplivu glasbenih, recimo silnic na en in drugi prostor, celino, ampak jaz mislim, da bolj viden in ključen je filmski vdor na ameriški trg, še posebej z izselitvijo nemških režiserjev pred nacističnem obdobju. In tudi ta fenomen, ki se zgodi z tem enormnim vplivom ameriške kulture na hollywoodsko produkcijo, ki uvožene ameriške režiserje popolnoma zdrobi, kar se je na primer zgodilo pri Eriku von Stroheimu, ko je ustvaril fantastičen film, ki ga Amerika ni povohala, ki je njega spravila na bankrot, tako rekoč na rob življenja. Film ni prinesel prebite pare, danes pa je največji hit ameriške filmske zgodovine. Hočem reči, da ta obrat in ta pretok mogoče posredno odgovarja tudi o tomu, kje so mesta ta seveda simbolno postavljenega tvojega ministrstva za kulturo. Vplivi so zagotovo, mogoče sem jih malo narodno povedala, ampak lahko mi jih pa tudi pojasniš. Ja, vsi so mogli enkrat priti v Ameriko, ne? To je pač, ne vem točno, ja, se strinjam, pač cel Hollywood so zgradili Evropejci, ne? Se zdi ni stvar, ampak so pozabili, da so Evropejci, ne? V osnovi je to, da so se odločili, da bodo bili Američani in zato je to ameriško. Zato ravno to Amerika nima kulture v smislu, da nima korenine. Ti si prišel in si postal Američan, da boš bil Američan za naprej. Ne? Je v bistvu neka pogodba s prihodnostjo, ne s preteklostjo. Zato pač iz nekje pa so mogli priti ljudje. Ja? In seveda so pač Američani so prevzeli vse te zadeve in še vedno prevzemajo ljudi, ne, se jim dajo možnost tudi režiserjem, art režiserjem snemati v Hollywoodu, če se oni
želijo to. Ne? In hkrati tudi na univerzah vabijo najboljše, da jih najboljše plačajo in dajo najboljše pogoje. Tako da to je ameriškost, ne? Da v bistvu prevzemajo oni, ne? In plačajo, pač kupijo v bistvu. Še eno vprašanje tukaj in potem bomo. Zdravo, Ana Reberc. Najprej se hotela sicer zastaviti vprašanje, zakaj ZDA ne rabijo Ministrstva za kulturo, ampak mislim, da je bilo že odgovorjeno, ker imajo toliko mecenog, milijonarjev. In zdaj ostaja vprašanje, zakaj ga pa rabijo, oziroma če gremo specifično sploh z debato o rasizmu in suženjstvu, zakaj so imeli Black Pantheri ministra za kulturo? Zato, ker so se želeli postaviti kot nekaj, ker so bili ogroženi in so kot v svoji ogroženosti postavili se, da bodo imeli ne samo vojaški del, ne, ampak tudi kulturni del, da so pač prava kultura, ker s tem so poudarjali, da imajo specifično kulturo in s tem se borili proti tistemu, kar je bila univerzalna ameriška kultura. Oni so se pa mogli vzpostaviti kot kontra, kot nekdo, ki je manjšina in želi svoje pravice. In iz tega vidika so mogli pokazati, da imajo širok spekter razpon aktivnosti, za reči. Nekako tako. Zato tisto, kar bi bilo ameriško, je, kot rečeno, evropsko. Ne? In zato so mogli vzpostaviti se na vseh vidikih kot nekdo, ki... Tako, evo, iz istega razloga, zakaj je Prešeren pisal v slovenščini, da je pokazal, da je slovenščina tudi jezik, ki ima svojo vrednost. Ne? Tako nekako. Ni ravno direktna povezava, ampak za idejo. Bi bilo? Ne vidim več dvignjenih rok. Če kdo želi postaviti kakšno vprašanje, smo tukaj. Saj pa smo tudi tukaj še. Saj bomo tudi tukaj še. Ja, uro, ki nam je bila na voljo, smo porabili. Najlepša hvala za pozornost, najlepša hvala Blažu Kosovelu za knjigo. Sem jaz pričakoval, da bo ta pogovor bolj razburkal ljudi, da bomo imeli priložnost se spričkati, ker Amerika je tema, okrog katere, ki najbolj razburi kogarkoli pač, ne, mislim, težko je imeti rad Ameriko, pa ne sovražiti njene zunanje politike ali pa vzeti svobodo in demokracijo kot nekaj simpatičnega, dokler je ni ponujena na specifično ameriški način. No, najlepša hvala, če želiš zaključno besedo, izvoli. Drugače bomo še enkrat zahvalili ZRC SAZU za gostoljubje in vam, ki ste prišli in govorili smo o tem, zakaj ZDA nimajo Ministrstva za kulturo. Mislim, da smo o tem govorili, upam. Meni se zdi tudi, da je to tema našega pogovora. Ja, hvala vsem. Sicer knjiga je na prodaj v knjigarni tam, lahko dobite tudi podpis. Živijo.